Veliko hiš pri nas je zgrajenih brez dovoljenj, ker ta nikoli niso obstajala ali pa so izgubljena. Predvsem zaradi pomanjkljivega nadzora, shranjevanja in upravljanja z njimi v tistem času. Trg nepremičnin je zaradi tega manj pregleden, prenove se odlagajo, občine težje planirajo infrastrukturo. Novost je, da se obstoj gradbenega in uporabnega dovoljenja domneva ne le za objekte, ki so bili zgrajeni do konca leta 1967, ampak za vse objekte, ki so bili zgrajeni do 1. januarja 1995. Če bo zanje plačan komunalni prispevek, ne bo izrečen inšpekcijski ukrep odstranitve ali ukrep v zvezi z nevarnim objektom, pa tudi je potrebno z dokazi potrditi oziroma dokazati, da so to dovoljenje v preteklosti že imeli oziroma dejansko pridobili. A v inženirski zbornici opozarjajo, pri legalizaciji objekta se ne bo preverjalo varnosti. Ni preverjen niti statično, niti električno, niti požarno varnostno, niti potresno. Kako bo pa kupec to videl, verjetno se bo to moral tudi na odločbi nekje videti. Sporočilo je, gradi nelegalno in počakaj. O premikanju letnic opozarja Pogačnik. S tem, ko podaljšujemo roke vedno znova in znova, je pač seveda na nek način dajemo potuho tistim, ki pač delajo nelegalno in nepravilno. Tisti, ki so gradili brez dovoljenj, bodo s tem zakonom ponovno nagrajeni. Gradnjo pa ob tem zaustavljajo dolgi postopki, zato na mnenja, ki so pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, ne bo treba čakati več kot 30 dni. V primeru molka mnenjodajalca se tako šteje, da je mnenje podano, kar preprečuje zavlačevanje in prispeva k večji učinkovitosti postopkov. V Slovenski demokratski stranki smo predlagali enostavno določbo. Če mnenja v 15 dneh ni, se šteje, da je bilo dano. Pika. Koalicija je to zavrnila. Gradbeno dovoljenje se bo moralo izdati v 60 dneh. Opozicija, kljub pomislekom sprejetju zakona, ni nasprotovala. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je naš gost. Dober večer, gospod minister. Torej, pravkar ste prišli iz dvorane Državnega zbora, kjer je bil zakon sprejet brez glasu proti. Torej, v predlogu novega zakona je gradbeno in uporabno dovoljenje za vse, kar je bilo zgrajenega pred 1. januarjem leta 1995. Lahko pojasnite, za kakšno legalizacijo gre in zakaj je ta presečni datum 1995? To ne drži. Ta zakon ne postavlja nobene spremembe o datumu morebitne legalizacije. Vsi objekti, ki so zgrajeni pred letom 2017, so bili že prej določeni, da jih lahko legalizirajo. Celo več, Ustavno sodišče je razveljavilo 146. člen, ki ne dovoljuje več postopka, kakršen je bil. Mi smo soglašali, tudi moj predlog je bil tak, da ga ne nadomeščamo. Torej, iz tega naslova samo ostaja 145. člen, ki pravi izredno legalizacijo. Ta pa je že prej dovolil samo za objekte, ki so bili postavljeni do leta 2017. Od tam naprej nobeden. Torej, najprej sporočilo, nobenemu se ne splača graditi na črno, ker se ne splača in tudi kaznovan bo. To pa, da moramo zaradi tega, ker je Ustavno sodišče razveljavilo 146. člen, kjer je 1763 vlog nerešenih za legalizacijo, da se je podaljšal samo rok za oddajo vloge za legalizacijo. In ta je omejen do leta 2030. To je vse, kar je. Vendarle, za vse te objekte se bo naprej vedelo, da mora tudi dokumentacijo pripraviti licenciran projektant, mora pridobiti vsa mnenja in mora biti v skladu s predpisi in tudi prostorskimi plani. Torej, bo zelo malo objektov lahko dobilo legalizacijo na podlagi tega postopka, pa še plačali bodo nadomestilo za uporabo stavbnega oziroma uzurpacijo in degradacijo prostora. Torej, izjeme so samo te. Drugi pomemben člen pa je 150. člen, ki pa izraža domnevo izdanega gradbenega dovoljenja. Ta pa je za objekte do leta 1995, tako kot so bili 67 ali pa za gospodarske infrastrukture 91. Dodali smo tudi program iz sanacije Posočja z tistih objektov, ter pa za enostavne stavbe, ki so bile dovoljene do leta 2003. To so vse dosedanje zakonske rešitve. Seveda, za druge objekte pred letom 1995 je pa samo ta domneva. Večina imajo gradbena dovoljenja v svojih arhivih. Ker pa je to obdobje zelo dolgo nazaj in to za obdobje, ko še ni bilo ločitve med občino in upravno enoto, kjer so zdaj od tega leta naprej arhivirani,
pa je dopustno, da lahko tudi z raznimi dokazi dokažejo, da so bila gradbena dovoljenja Zato torej presečni datum Ne samo, 1900. da gradbeno dovoljenje obstaja. Ja, oprostite, ker vas prekinjam, gospod minister, zato hočem torej povedati, presečni datum 1995. Drži, veliko ste povedali, torej v 3 teh minutah, ampak poglejte, novi zakon umika tehnično presojo obravnavanih objektov. To drži. To pomeni, da bodo vsaj delno Nikoli legalizirani ni bilo objekti, za ki legalizacijo. lahko da niso varni. Drži? Še enkrat, v odločbah bo posebej pisalo, tako smo se tudi zmenili in to vsi vejo in se ne sprevedajo, če bo tak objekt seveda moral licenciran projektant tudi obdelati, bo seveda ugotovil skladnosti. Vendarle bo vsaki odločbi o domnevi za izdajo dovoljenja, da je bilo dovoljenje dano ali pa za legalizacijo, bo posebej pojasnilo, da potrditev potresne varnosti ali izpolnjevanje bistvenih lastnosti ni dokazana. Zaradi tega mislim, da vsi tisti, ki bodo želeli, da bo to dokazano, bodo šli ravno tako po gradbeno dokumentacijo, kot so vsi ostali legalni objekti in bodo ravno tako plačali vse prispevke in bodo morali še kazen plačati, se reče, za to uzurpacijo prostora. Torej, nič od tega ne drži, kar pravijo kolegi. Jaz ne vem, kaj jih matra. Želijo, da bi 10 000 ljudem ali več tisočim še enkrat zaračunavali dokumentacijo za tisto, ker vemo, da je blok v Ljubljani bil zgrajen, imajo pogodbe, da živijo v njih in jaz mislim, da je to za ljudi seveda popolnoma razumna zadeva, če nimajo pri sebi. Torej, ta zakon ne dovoljuje legalizacije, ta samo regulira, tako kot je Ustavno sodišče določilo, za objekte, ki so že stali. Ta zakon samo predpostavlja, tako kot je bilo takrat v letih 90 določeno do leta 67, to je približno isto obdobje za nazaj, da če ni v arhivih dokumentacije oziroma samega gradbenega dovoljenja, lahko tudi posredni dokazi dokazujejo za obstoj. To nima veze z legalizacijo. Legalizacija so samo tisti, ki jim nimajo, nikoli niso imeli dovoljenja in niso na pravih mestih. Gospod minister, ampak se strinjava, da v skladu s tem novim zakonom te objekti dobijo neko vrste dovoljenja, ne bo se jih rušilo in lahko se jih bo prodalo naprej. Drži? Še enkrat, vsi objekti, ki nimajo dovoljenja, se ne morejo prodajati. Tisti, ki bojo pa imeli potrdila in bodo šli preko tega procesa, pa bojo lahko. Inšpekcije službe delajo naprej in jih ravno tako strenujejo, kot so jih do zdaj. Seveda nimamo ravno uspeha, jaz sem jih zasledil več 100 nerealiziranih, zdaj se ta razlika zmanjšuje in končno inšpekcije so začele delovati. Tako da mislim, da se samo izboljšuje stanje. Daleč od tega, da bi poslabševalo. So več, po letu 17 nihče, ki je objekt zgradil po letu 17, ga ne more legalizirati. Ne more. Gospod minister, torej podatki inšpekcije za letos kažejo, da približno četrtina, inšpekcijski nadzor, ki je bil letos opravljen, približno četrtina objektov nastaja brez vseh dovoljenj, še vedno v Sloveniji. Povejte mi, kaj kažejo ti podatki? No, stanje pri inšpekcijskih nadzorih, seveda, oziroma rešitvah ali učinkovitosti, daleč od tega, da je bilo zadovoljivo. Zaostanki se pa zmanjšujejo, jaz sem nasledil, se pravi, več 100, tudi čez 600 objektov, ki niso celo porušeni, pa imajo vse odločbe za rušitev. Nekateri so mogli celo zaradi odločb Ustavnega sodišča začasno izvrševanje zadržati, zato ker so čakali tisti razločitev 146. člena, ki pa je zdaj razveljavljeno. Takrat je bilo pa samo zaustavljeno. Torej, jaz trdim, da po sprejemu teh predpisov bojo stekle inšpekcijske dela, bom rekel, samo še hitreje.